Zdaj mi večer, vsem skupaj, mislim, da se v redu slišimo. Ja, 79. gorniški večer, gostja pa Saša Roškar. Živijo, Saša. Letnik 1974, iz Domžal, sicer živi v Ljubljani, mama treh sinov, partnerka Mihe, univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, diplomirala leta 2001. Ne vem, ali še, ali nekdanja članica Planinske društva Domžale? Še. Sicer že od leta 1982 in pa vodnica Planinske zveze Slovenije od leta 1993. Kot konzervatorka oziroma konzervatorska svetovalka, zaposlena na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, kjer se med drugim seveda ukvarja tudi z območjem Triglavskega narodnega parka, kjer je tudi članica sveta Triglavskega narodnega parka. Nocojšnja gostja pa pravzaprav predvsem zaradi tega, ker je med letoma 1986 in 2002 aktivno sodelovala pri delu mladinskega odseka Planinske društva Domžale ter pri izdajanju odsekove knjižice Gremo skupaj v hribe. Sicer pa avtorica je znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter seveda tudi knjig o Domžalah, o tem bova še kasneje nekaj rekla, članica Slovenskega etnološkega društva in pa Slovenskega konzervatorskega društva. Za svoje delo, predvsem v tem gorniškem delu, prejela tudi bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije in pa bronasto priznanje Športne zveze Domžale za aktivno delo v športu. To je že kar malo zgodovina, ne? Ja, to se mi zdi že iz prejšnjega življenja. Lepo pozdravljeni v mojem imenu. Zdaj, za ta uvodni del sem jaz pravzaprav pripravila res mogoče malo bolj to moje konzervatorsko delo, ker sem dobila vprašanja že vnaprej, sem rekla, da ostalo bo potem čas v samem intervjuju. Jaz sem kot konzervatorka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine območna enota Kranj zaposlena od leta 2006 in sicer sem prišla tja prej po naključju kot zanalašč, zato ker se nikoli nisem predstavljala, da bom delala kot konzervatorka in me to pravzaprav kot študentke tudi sploh ni zanimalo. Ampak takrat... Saša se v redu sliši zdaj? Tako, se mi zdelo, da se... Takrat, ko sem šla na intervju za službo in sem bila po končanem študiju 5 let brez zaposlitve, je rekel takratni vodja območne enote, imela sem že 2 otroka, da za domovino sem naredila dovolj, zdaj pa čas, da še nekaj naredim za stroko. In tako sem dobila potem tam službo. Mislim, da glede na to, da sem bila nekako namenjena za pokrivanje tega območja Triglavskega narodnega parka, da tudi zaradi hribovskih izkušenj, ki sem jih pač navedla v takratnem življenjepisu. Pred 14 dnevi sem imela eno tako krajše predavanje na Jezerskem, pa prej tudi na kakšnih drugih območjih in ta predavanja velikokrat začnem s tem slajdom, ki sem ga zdaj tukaj združila, da na teh območjih, ki kot konzervatorka pokrivam, sem pravzaprav vsa ta območja najprej spoznala skozi hribe, skozi v bistvu obiskovanje gorskega sveta in takrat me tudi to stavbarstvo ali pa delo, s katerim se zdaj ukvarjam, sploh ni zanimalo. S tem sem se pač srečala kasneje. Moram pa reči, da sem prepričana, da v resnici pokrivam najlepši teren, ker ga lahko kot konzervatorka, ker pokrivam v bistvu območje Zgornje Gorenjske, to je Bohinj, Bled, Kranjsko goro, Jezersko, Žirovnico. Skratka, jaz mislim, da je to najlepši teren. In eno so seveda taka območja, ki so mi ljuba in s katerimi se v zadnjih letih tudi zelo veliko ukvarjam. Eno od njih je Jezersko. In
Jaz mislim, da kot konzervatorka dobiš eno območje, ki ti je zaupano, eno območje, podeduješ s tem tudi dobiš neko dediščino, če je danes tema današnjega pogovora gore in dediščina, da v bistvu tudi podeduješ neko delo, neka znanja, neka raziskovanja ljudi, ki so se pač s tem ukvarjali pred tabo. In Jezersko je eno tako območje, ki je bilo v bistvu v konzervatorski stroki, bi rekla temu, punčica našega očesa od takrat, ko se je konzervatorstvo ustanovilo, in potem, če ti je recimo zaupana še domačija, Kalibra Šenkova domačija ali pa Jenkova kasarna, tisti, ki jih poznate, veste, kakšni objekti so to, če jih pa še ne poznate, jih pa pejte kdaj pogledati. V bistvu pristopiš k tem objektom kar malo s takim strahospoštovanjem. In ko v bistvu sodeluješ z lastniki skozi leta in nekako probaš slediti teorijam, ki so jih postavili predhodniki, na Jezerskem so to res take avtoritete, kot so bili Mušič, Fister, Cevc pa sedaj, je potem, imaš ti možnost v bistvu raziskovanja teh objektov, ki ga oni niso imeli, in njihove teorije postavljaš na glavo, je to pravzaprav tudi eno tako posebno zadovoljstvo in užitek. Mislim pa, da pri našem delu je eno od stvari, ki je najbolj pomembna v resnici sodelovanje z lastniki. Naše konzervatorsko delo pravzaprav ni mogoče brez sodelovanja z lastniki, ni uspešno brez sodelovanja z lastniki. In ta Šenkova domačija, ki smo jo v bistvu skupaj obnavljali in z njo živeli zadnjih 5, 6, 7, 10 let, je letos dočakala v bistvu eno tako res temeljito obnovo, na katero mislim, da smo lahko vsi ponosni. Drugo območje, ki je z tega hribovske perspektive najbolj zanimivo in kateremu v bistvu res posvečam zelo veliko časa in dela, so pa planine. In sicer mogoče za začetek malo statistike, v register nepremične kulturne dediščine je vpisanih okrog 90 planin, kar glede na število planin v Sloveniji sicer ni zelo veliko, ampak od tega jih ima naša območna enota Kranj vpisanih 72, na mojem terenu jih je pa 59. Tako največ odpade na območje Bohinja, kjer smo v zadnjih letih se tem planinam tudi skupaj z občinom in Triglavskim narodnim parkom in deležniki tam posvečali zelo intenzivno. Smo jih našteli čez 50 planin, ostale so pa potem razporejene še po Karavankah, pa nekaj malega v Kranjski gori. To je v bistvu območje, ki ga je poleg ostalega dela skratka, jaz pokrivam tudi teren po gorenjskih vaseh, relativno težko natančno obvladati, zato ker že, da prideš na eno planino, vzame en dan, kolikrat v letu si recimo lahko privoščiš, da obiščeš vse, nikoli, če jih nekaj na leto, je to že kar v redu. Je pa tudi, jaz pač mislim, da lahko dobro upravljaš tisto delo, ki ga tudi, oziroma dobro delaš na tistem terenu, ki ga tudi zelo dobro poznaš, in zaradi tega sem v zadnjih letih si nekako izborila ali pa imela to možnost, da sem se z nekaterimi planinami tudi precej natančno ukvarjala. Ena od njih je bila planina Las, kjer sva z kolegico dr. Špelo Ledine-Klozej kar par poletij po nekaj dni preživeli gor. Nekaj let nazaj je bil potem posnet tudi film v Lazu, ki govori ravno o odnosih, o življenju te planine.
In mislim, da je to meni kot konzervatorki zelo pomembno, da pravzaprav lahko sem imela možnost spoznati tudi delovni utrip, medsebojne odnose, življenje tam gor, ne da v bistvu na ta svet gledam samo skozi perspektivo v bistvu strogo konzervatorstva ali pa arhitekture. Zato, ker pač, če prideš sam za par ur, dejansko lahko, ne vem, pogledaš tisto, kar ponavadi se ukvarjamo s problemi, ali ne vem, z menjavo strešne kritine, ali da je kakšno okno napačno ustavljeno, tako kot bi si mi predstavljali, da je prav. Medtem ko pa ene par dni tam gor živiš, pa v bistvu srečaš zelo različnih dilem, vprašanj in pa probleme, ki se pač navezujejo na samo življenje planine, na obiskovanje planine in tako naprej. In pa seveda, zdaj spet, če danes govorimo o dediščini, pa mogoče, če konkretiziramo v Lazu, se pač lahko tle ukvarjamo z različnimi nivoji, pa tudi z različnimi dediščinami. Ena je ta, ki jo mi pokrivamo kot institucija, to je v bistvu nepremična dediščina, skratka, mi se v glavnem ukvarjamo z objekti, z krajino, s potmi. To je tisto, kar je nekako naš največji domet. Hkrati pa seveda imajo planine še svojo zgodovino, imajo dediščino sirarstva, pastirstva in pa tudi dediščino, sploh konkretno, nekih avtoritet spet, ki so se s tem območjem ukvarjale in mogoče tudi občasno tam gor živele. To sta bila v tem primeru pač pesnik Zajc pa skladatelj Lipovšek, ki potem ugotoviš, da so imeli kar zelo velik vpliv na to, da danes govorimo o Lazu kot v samih superlativih, kot najlepši, najbolj ohranjeni ali pa vsaj eni izmed planin. Zagotovo so ljudje, kot sta bila ona dva, bila med tistimi, ki so tudi nek ta dediščinski koncept prenesli pa sporočili naprej. In če govorimo konkretno o tem stanu, ki je bil prej na sliki, je to stan, ki ga je imel dolga leta v najemu Dane Zajc in ki ga še danes v bistvu naprej upravlja njegova zadnja partnerka in ki se je ravno zaradi njega, ki je bil pripravljen ga ohraniti tak, kot je, brez da ga je izoliral, brez da je spremenil ognišče in tudi ona pač, imamo danes možnost videti, doživeti in vstopiti v bistvu od enega zadnjih ohranjenih objektov na ta način. Enega zadnjih stanov, ki nam dejansko pripoveduje o življenju na teh bohinjskih planinah v zadnjih 200 letih minus 15-20 let, ko so se pač ti objekti drastično spremenili. Tako da vprašanje je tudi, kaj bi se s tem objektom zgodilo, če ga ne bi imel v najemu pač Dane Zajc. Potem pa sem imela pač možnost se v teh raziskovanjih srečati tudi dejansko z zadnjo generacijo Majerc, ki so na teh planinah živeli na ta tradicionalen način. Ena od njih, ki je delala in živela v Lazu do pred 2 leti, je bila Anica Kavčič oziroma po domače Bundra, ki je kot otrok že začela pasti gor, zadnja leta je pa pasla en trop koz. In pa seveda še ena taka stvar, ki se ti zdi mogoče na začetku popolnoma neobvladljiva, je to, da v bistvu, čeprav imajo vse planine, pa bohinjske planine, če recimo povežemo skupaj sploh, veliko skupnih značilnosti, hkrati je pa vsaka drugačna. Vsaka je svet zase, tako v arhitekturnem smislu, sploh pa v organizacijskem. Kako so v preteklosti in še danes na teh planinah živeli. In tole je tudi ena od teh zadnjih Majerc, ki mislim, da je pustila neprecenljiv pečat na Krstenici.
Cilka Mlakarjeva, ki je v bistvu dejansko vzgojila in skozi njene roke so šle generacije otrok, ki so delali na tej planini in jih je v bistvu priučila tako dela živino kot pač sirarjenja in danes, tudi ko je ona nehala s tem delom, dejansko na Krstenici delo lahko teče naprej, pa spet sem šla malo preveč. V zadnjih letih sem se pa srečala še z eno neprecenljivo dediščino, to je delom Anke Novak, kustosinje v Gorenjskem muzeju, ki je zdaj v pokoju, ki me je prosila, da uredim njeno knjigo, ki še ni šla, ampak je skoraj tam, da izide, in to je ena res taka velika monografija o bohinjskih planinah. In ona je začela hoditi oziroma zahajati v te konce v 60-ih letih in v bistvu je imela možnost spoznati in se srečati pa res za to, bomo rekli, legendarno generacijo Majerjev in Majerc in Sirarjev, ki so tukaj gor živeli in potem tudi v bistvu nehavali z tem delom. In v bistvu skozi delo na njeni knjigi sem v resnici bila prisiljena se zelo intenzivno pa zelo poglobljeno z to problematiko srečati in jo ugledati v povsem drugi luči, kot če bi jo obravnavala samo skozi svoje redno konzervatorsko delo. In potem v bistvu postane ta raziskovanje ali pa tudi zbiranje enih gradiv, informacij o planinah, ena taka mala obsedenost, kjer v bistvu iščeš ene informacije iz literature, skozi pripovedi ljudi in si tako zelo vesel, ko recimo naletiš na zapis o ožemčkih iz 19. stoletja, ker Anka Novakova reče, da ko je ona začela raziskovati bohinjske planine, ožemčkov niso več delali, so bili živi samo še v pripovedi, potem pa naletiš dejansko v literaturi na opis, kako je to šlo, in to so ena taka res sladka zadovoljstva. Potem pa mislim, da je ena od stvari, ki sem jo podedovala, dejansko tudi sodelovanje z ljudmi, ki so na tem območju delali. Ena od njih je bila zagotovo Teja Lukan Klaužar, ki je zdaj ni več med nami, ampak je začela kot konzervatorka na našem zavodu in potem delala naprej na Triglavskem narodnem parku in predvsem zaradi njenega odnosa z mojim nekdanjim šefom in kolegom Vladimirjem Knificem, ki ga tudi ni več, je v bistvu sodelovanje med našim zavodom in javnim zavodom Triglavski narodni park verjetno povsem drugačno, kot bi bilo, če oni ne bi bili kolegi in če ne bi delovali na tak način. Tako da in z njo in z ostalimi sodelavci iz parka res dobro in tesno sodelujemo in predvsem razni taki raziskovalni pregledi tega območja so v timu pač vedno boljši, kot če bi jih delal sam. In tako smo v sodelovanju v bistvu organizirali tudi kar nekaj in delavnic in ena od njih je bila tudi sodelovanje s Fakulteto za arhitekturo, kjer lahko potem dobimo neke rezultate, ki so koristni tudi pri našem delu. Konkretno tukaj so oni analizirali 3 planine in smo nekako skupaj pripravili neko tako gradivo, ki ga lahko tudi mi pri vsakdanjem delu uporabljamo. Ena taka stvar, ki pa je tudi en projekt, ki ga počasi peljemo proti koncu, je pa tipologija bohinjskih vasi, ki bi tudi radi v bistvu videli, da bi
da bi ljudem lahko nekaj dali v roke, da ko se srečajo z našimi inštitucijami, z posegi v prostor, da bi se pravzaprav lahko pripravili naprej, da bi vnaprej vedeli, kaj so kvalitete tega območja in kaj so pravzaprav pričakovanja z naše strani glede ravnanja. No, potem pa počasi pa se začenjamo ukvarjati tudi z takimi temami, ki mogoče do zdaj v tem, sigurno, jih do zdaj v tem prostoru ni izpostavljal še nihče. V zadnjih letih imamo tak zelo velik revival gradnje na suho na Krasu in v Istri. Ne vem, koliko temu tam sledite, ampak ljudje so nekako spoznali, da je gradnja na suho del njihove krajine, da je so neka znanja, ki so zelo pomembna in so se organizirali, jih gojijo in ohranjajo naprej. Imamo pa tudi v alpskem območju pravzaprav to gradnjo na suho prisotno praktično vse povsod. In zdaj jaz mislim, da nam bo uspelo, da bi se v naslednjih letih malo bolj pospešeno ukvarjali tudi s tem. Jaz sem dala kot primer eno tako zelo neatraktivno fotografijo, namreč to pomeni, da je treba opaziti tudi, kako so narejene poti, kako so narejene pač neke škarpe, kako so narejeni, kako so recimo stanovi na kobile naslonjeni z nekim suhim zidom na teren, da so pravzaprav iz vasi, recimo po Bohinju, pa tudi drugje po Gorenjski, imajo teh suhozidnih ograd pravzaprav zelo veliko, samo naučiti se jih moramo spet videti. In pa še eno tako sodelovanje, ki ga peljemo skupaj z različnimi deležniki v tem prostoru v zadnjih letih, je obnova, ki se bo delala v naslednjih 2 letih, obnova kali po planinah. Namreč praktično povsod po planinah v preteklosti je bila zelo velika težava z vodo. To vodo so zbirali v kale, ki so se pa v zadnjih desetletjih zaraščali, nihče več jih ne vzdržuje. Zdaj pa se ravno skozi sodelovanja tako naravovarstvenikov, ki vidijo v teh območjih pravzaprav ena območja velike biotske pestrosti, kot naš, ki se nam zdi to tudi ena taka stvar, ki je en od elementov kulturne krajine. Skratka, ta povezovanja so potrebna, nujna in pa upam, da bodo tudi plodna. No, potem pa na enem od srečanj v Veliki planini me Borut enkrat izzval, da kaj pa gorništvo, kdaj bo gorništvo kulturna dediščina. In v bistvu mi, pač naša inštitucija in tudi jaz osebno se pravzaprav kar nekaj ukvarjamo tudi z objekti in infrastrukturo, ki v bistvu spada pod to planinsko infrastrukturo. In tukaj so problemi pravzaprav kar veliki in v tem trenutku za vse nimamo še odgovorov. Ampak ja, ukvarjamo se s planinskimi kočami, nekaj planinskih koč je tudi vpisano v register nepremične kulturne dediščine, med njimi tudi Aljažev dom v Vratih. In pa jaz mislim, da se moramo ukvarjati tudi z planinskimi potmi, v bistvu, kaj se dogaja s planinskimi potmi, a je možno registrirane planinske poti spreminjati v kaj drugega, na kakšen način jih še označevati. Za konec pa še takole. Med vsem tem pač nekim strokovnim delom pa potem zrastejo tudi 3 otroci. Sem hotela še pokazati. Ja. Hvala lepa za začetek. Se pa pričakujem še.
ti si se pravzaprav malo tepala tega pogovora, ampak moram reči, da ti gre odlično. Mislim, da bo tudi tale najmen pogovor malo zasukala drugač, ker si ga tako zelo dobro zdaj že nastavila in tele najna vprašanja, ki sva jih pripravila, pustila ob strani pravzaprav in bova mogoče rešila mehen malo drugačno, tako je tudi to čisto lušten in zanimivo. Triglavski narodni park. Ti si na začetku pokazala prvi svoj slajd, pa si dala tam Bohinj, Velika planina, Jezersko. In v resnici si na nek način tudi povedala, da tisto znanje, ki si ga dobila skozi hoje v hribe, tudi skozi delo v planinskem društvu, ti ne nazadnje pripeljalo tudi do tvojega poklica. A ni to nekaj najbolj fantastičnega pravzaprav? Ja, jaz mislim če zdaj gledam, zagotovo ja. Mislim tudi, da v bistvu je moja prednost glede na kolege, ki pač niso bili hribovci kot otroci pa kot mladi, da ta prostor zelo dobro poznam, že skozi druge izkušnje, ne samo skozi to konzervatorsko delo, in da se v njemu dobro orientiram in dobro znajdem. Tako da to se mi zdi, da je moja prednost na nek način. Če se ne motim, je tukaj tudi nekaj tvojih odličnih avtorskih fotografij. Ampak, ko sem jaz dal to tudi v geografsko skico, da si tudi fotografinja in tako, pa nisi pustila, da to noter napiševa. Zakaj ne? Ja, zato, ker se nimam za fotografinjo, pač mislim, da je... Sicer fotografija je bila zmeri dolg časa moj hobi, pa en tak zelo ljub hobi, ampak v tem trenutku ni. Veliko fotografiram v službene namene, ampak mislim, da moram malo nadoknaditi znanje sodobne fotografske tehnologije. No, ampak marsikdo od nas je tudi kaj v tebe naučil, ali pa si komu od nas tudi kaj povedala, kaj je to zaslonka, pa kako je treba kakšne stvari slikati, tako, vsaj govorim zase, no. Ja, kaj ne rečem, mogoče. Rad bi te spomnil še pravzaprav na eno stvar, ki smo jo tudi skupaj imela priložnost narediti, pa se bom pol navezal na Triglavski narodni park. Prej si parkrat omenila tudi besedo avtoriteta, skratka ljudi, strokovnjaki, ki so svojim znanjem, svojim odnosom res zaznamovali pač tisti čas, v katerem so delali, živeli. In da sem imela to srečo, da sva v bistvu leta 96, če sem si prav šel pogledat, da najdem tale droben zapis. Skratka, dr. Tone Cevc je začel z raziskovanjem, z iskanjem pravzaprav arheološke dediščine po slovenskih hribih. In midva sva takrat se priključila pravzaprav jaz prek tebe, ker si seveda ti mene poznala in poznala se v bistvu res že kar zelo dolg. Si me prosila, če grem ti pomagati nositi snemalno odpremo od dr. Naška Križnarja. Namreč ekipa dr. Cevca je pa začela takrat kopati na pastircih, na planini nastavno pod Kamniškim sedlom. Se spomniš tega? Ja, tega se absolutno spomnim, tudi zato, ker seveda danes imam čisto drugo znanje in bi tudi ti izsledki mi povejo danes mnogo več, kot so mi takrat. Najprej bi rekla to rada, da mislim, da, tako kot sem prej rekla, da so ta sodelovanja izjemno pomembna. Cevcu so se v resnici vsi smejali, ko se je začel z arheologijo ukvarjati, ker on ni bil arheolog, on je bil pač etnolog. In je v bistvu v takrat mladih arheologih, v bistvu oni so edini hoteli z njim sploh sodelovati. Pravzaprav entuzijastih tudi, ne? Entuzijastih, ja. Dobil sodelavce, ki so dejansko spremenili potem paradigmo, strokovno paradigmo glede poselitve alpskega prostora. Ampak ta takratni dan je pač izgledal tako, da smo mi tisto res, takrat je bila pač snemalna oprema res težka. Nesli smo ta veliko beto in meni so dovolili nesti samo baterije, jaz sem našla to zmer samo baterije nosila. In smo šli in potem smo cel dan čakali in se ni zgodilo. Cel dan smo v bistvu slonili na enih skalah
in čakali, da se bo nekaj zgodilo. In potem so oni našli eno fibulo, ki valjda nam tudi ni zelo veliko pomenilo, kaj to je. Skratka, eno zaponko, s katero so pač dokazali, da je že bilo to območje v bistvu obiskovano že v bistvu od Rima naprej. In je... V tem valu navdušenja je Cevc to zaponko tudi prijel, jo vzel iz ležišča ven, zraven je bila pa tudi arheologinja dr. Jana Horvatova in seveda tako iznorela, ker se seveda toga ne počne, ampak je bilo pa res to vznemirjanje tako veliko nas vseh in smo se pa tega pravzaprav res zelo nalezali in Naško je to tudi zabeležil na filmski trak. Ja, jaz se večkrat spomnim na ta dan, tudi zdaj pri mojem strokovnem delu, ko recimo raziskujemo kakšen objekt, kakšno hišo in potem najdemo, ne vem, nekje eno poslikavco, en šiven vogal ali pa neko malenkost, ki nam strašno veliko pomeni, nobenemu drugemu pa skoraj nič. In smo seveda vsi navdušeni, vsi ostali nas pa tam malo debelo gledajo, a to je zdaj to, kar ste vi najdeli. Ampak, ja. Ja, res sem imela takrat tudi srečo in tudi jaz sem pa s Cevcem kar veliko sodeloval in mi je bilo to res izjemna izkušnja in ga tudi v tem smislu zelo pogrešam. Se pa zdaj vračam na park, če so nekoč tudi o parku skrbeli ljudje, ki so imeli tudi nekaj renome, ali v gorniškem smislu, kot je bil dr. Miha Potočnik, ali potem kasneje tudi posamezni naravovarstveniki. Pa če danes pogledam sestavo sveta Triglavskega narodnega parka, pa ne želim nič slabega reči, ampak kje so pravzaprav vsi te ljudje, kdo so danes te ljudje, ki usmerjajo to zgodbo, ki so odločajo o teh stvarih. Ja, jaz mislim, da je v bistvu park v tem trenutku dejansko ogledalo odnosa države do svojih zavarovanih območij, tako naravovarstvenih. Pa celotnega stanja v družbi kot takega, Pa tudi, ker kaj je recimo pri Triglavskem narodnem parku, zakaj smo tudi mi kot kultura zraven, zato ker je dejansko definiran bil s prvim in drugim zakonom kot območje zavarovane pač narave in kulture. In jaz pač mislim, da je to, da se skozi odnos države do območja parka, bi mogli reči, zrcali, ja, mislim, kaj meni se zdi to, da, ne vem, po nekih ujmah, ki so bile recimo v zadnjih letih, na kakšen način se ne reagira oziroma kako se ne ukvarja z škodami v narodnem parku, pač ti pove vse, koliko državi to območje v resnici pomeni, nič ne pomeni. Tako kot vedno imate tudi vi priložnost tudi kaj vprašati, tako da če imate kakršnokoli misel vmes, nama namignete. Zdaj seveda park je vendarle gorniška zgodba. Prišli smo celo do tega, na nek način degradacije, da planinstvo pravzaprav sploh niti z besedo tako rekoč ni več omenjeno v zakonu, samo v besedni zvezi planinska koča najdemo planinstvo, ampak se vsi ostali skrivamo pod neko splošno besedo obiskovalci. Jaz sem to zelo velikokrat kritiziral, nastopil v tem bil tudi 3 leta pravzaprav na tej isti funkciji kot ti, samo da strani civilne družbe, ne pa strani države. Ampak tukaj imamo kočo pri 7 Triglavskih jezerih, imamo Triglav kot tak. Kakšni so zdaj razmisleki pravzaprav, kako se tega lotiti, sploh lotiti, na kakšen način? Je v svetu tudi, bi rekel, prisotno zavedanje o tem, da to so stvari, v katerih bi se morali pogovoriti in zmeniti? Jaz mislim, da ja, in tudi se kar nekaj o tem razpravlja. Mislim tudi, da v resnici sam javni zavod, Triglavski narodni park, v zadnjih letih pelje v resnici zelo veliko aktivnosti, zelo veliko energije, v bistvu tudi vlaga v
ta vprašanja, ampak v bistvu so na koncu zmeri je stvar političnih odločitev, ne. In da je dejansko neka politika pred stroko ali pa vedno je korak od spredi, no. In dejansko hlastaš in loviš, a boš lahko pariral enim odločitvam, ko so bile mogoče sprejete nekje drugje, pa že prej, ne. Ja. Tole sem še hotel reči, prej se omenila tudi planinske poti, ne. Ko se je leta 2007 sprejemal zakon o planinskih poteh, sem jaz tudi prek tedanje naše poslanke Cvete Zalokar Oražom vložil amandma, da bi tudi planinske poti lahko zaščitili kot primer dediščine, ne. Na eni strani tudi kot primer tehnične dediščine, recimo Hanzove poti in tako naprej, ne. Ampak jasno, že takrat sploh ni bilo razumevanja in še več, moje največje razočaranje je bilo, da tega niti Planinska zveza takrat seveda ni podprla. Sej lahko, zdaj. V bistvu bi, kar se tiče zaščite v smislu kulturne dediščine, ja. Pač vsakdo lahko poda predlog za varovanje ali pa za zaščito pač česarkoli, ne. Lahko je to objekt, lahko je območje, lahko je nazadnje tudi pot. Mi imamo na območju Bohinja zdaj kakor urisano eno pot, to je ta pot skozi Štenge, ne. Ampak v mislih in načrtu pa tudi v bistvu najprej natančno dokumentirati, potem pa urisati nekaj v bistvu poti na planine, starih teh gonskih poti na planine, ki so dejansko vse grajene, a ne. Če ti hodiš po poti, tega občutka v resnici sploh nimaš. Ampak zdaj ne več, ker so se tako zlile s pokrajino, ne? Ja, ampak če se pa spustiš malo pod pot, a ne, pa v bistvu ugotoviš, da so te poti narejene v nekih enakomernih naklonih, da kjer je pač treba, so narejene pač neke premostitve, da so dejansko poškarpirane in narejene v tej suhozidni tehniki, ne. Recimo, če imamo vidno pot, za katero skrbi Planinska društvo Domžale, ne, to je gonska pot iz Stahovce mimo Svetega Primoža čez Pasjo Peč na Veliko planino, ne, ki definitivno je ena najstarejših tovrstnih poti sploh v našem svetu, ne, alpskem svetu in tako naprej. Ampak hkrati smo pa spet v zadnjih 10-15 letih, ne, tudi s pomočjo kmetijskih subvencij, to isto pot, ki je bila ena najbolj čudovitih poti, govorim recimo o enem odseku poti nad Svetim Primožem proti Pasji Peči, ki je bil širok samo za rame ljudi oziroma kot pač rečemo za hojo, ne. In smo jo potem seveda s pomočjo evropskih sredstev z bagarjem prišli, razširili kobajagi, da tam pač krave vsako leto hodijo gor, ne, čeprav pač, ja, saj grejo vsako leto, gre približno 25 krav gor, ne, ampak v glavnem, hočem reči to, ne, to je nekaj, kar bi ne samo bila izjemna vrhunska kulturna dediščina, ampak tudi izjemen turistični produkt, marsikje v svetu, ne, da se hodi po tako stari poti in da se mogoče celo lahko sodeluje pri prigonu, ne, živine na planino in tako naprej, ne. Ampak imamo znanje, imamo vedenje, kje se nam zatika pravzaprav? Ja, v predajanju tega znanja, v tem, da v bistvu, jaz mislim, da ali pa zelo, tudi jaz, ki delam v inštituciji, ki ima načeloma zakonske podpore, mislim, je varovanje utemeljeno v zakonu, imamo kao tudi možnost prijave nedovoljenih posegov, ampak recimo razširitev poti v las, tam se je dejansko inšpekcijska služba smejala, ko smo prijavili poseg, ne. Hočem pa to reči, da mislim, da kazen nič ne reš, ne. Da v bistvu treba je z spremembo mentalitete, da bodo tisti, ki skrbijo za to pot in ki jim je ta pot pomembna, vedeli, da je ta pot pomembna. In jaz sem se tega recimo naučila, da se to da ravno v planinski organizaciji. Zato, ker ko sem bila jaz otrok, recimo, je bilo popolnoma normalno, da ko greš ti v hribe in poješ, ne vem, konzervo rib, tiste smrdljive konzerve pač dol ne boš nosil, ne. Ampak si jo dal lahko pod en kamen in bilo to vsem sprejemljivo. Danes to ni sprejemljivo.
naučili so nas, da to ni sprejemljivo in tega ne naredimo več, ne. In jaz pač mislim, da pri vsem rokovanju z v bistvu tako imenovano dediščino je to edini način. Zato, ker ko se enkrat stvari spremenijo, tako jih ne moreš več vrniti nazaj. Je bila ena najnih zadnjih tura na Ogradje, si bila ti takrat zraven? Smo šli iz Bohinja. Ne. No, jaz sem v bistvu tudi prenočil pri Danetu Zajcu. Imel sem tudi to srečo, da sem ga celo enkrat ujel in prespal pri njem. Ampak to, kar praviš, to je izkušnja. Izkušnja, ki ti ostane, izkušnja, nismo kaj zelo dosti govorili. Bila sva vsak čisto v svojem svetu, pravzaprav takrat je še pripravljal Divjo jago, v bistvu tudi zadnjo svojo knjigo. Ampak ja, izkušnja ti ostane, veš kako in kaj. Bi te pa rad vprašal tole, kako se pa znebiti pokroviteljskega odnosa do teh preprostih ljudi, kmetov, do vsega tega, pa ne nazadnje, kako jim tudi kdaj povedati, da pa tisto, kar počnejo, pa tudi ni v redu. Tudi vse stvari, ki pa se dogajajo, pa tudi, se pravim, ni vse tako lepo, velikokrat imamo, lahko bi rekel, meščanski odnos do tega, kako so pač planine fine, preproste, čudovite, ne vem kaj, v resnici pa seveda v veliki meri zadnje eno trdo življenje. Ja, jaz mislim tako, da poznaš njihovo življenje, ne. In recimo moja izkušnja je tle glavno zlaza, mogoče z Gregorjem Gartarjem, ki je bil tudi tukaj na fotografiji, s katerim midva točno veva, kaj si kdo o čem misli, ne. Skratka, da jaz absolutno ne podpiram tega, da so oni razširili pot in hodijo zdaj gor s traktorjem, hkrati pa vem, da je to v bistvu za preživetje in njihove domačije, oziroma tega, kar počnejo, verjetno edino mogoče. Tudi zato, zaradi odnosa družbe, države in vseh nas, ki pač nismo pripravljeni, recimo, subvencionirati nošenje s konji v planine, ampak pač ta strošek popolnoma prepuščamo tistemu, ki pač to transport potrebuje. On je leta imel svojega konja, tudi on je bil v bistvu dejansko nosač za Sedmera? Ne, za Sedmera, za Vodnikovo kočo, ampak ni računice. Pač časih, ko je imela vsaka kmetija eno tetko pri hiši ali pa strica, ki ni bil poročen, je bil pripravljen biti cel poletje v planini za hrano, jih pač ni več. In tukaj pač seveda mi lahko nastopamo z pozicije moči, ampak hkrati moramo pa vedeti, da če hočemo, da se dejavnost ohranja in če nam je pomembno ne samo v bistvu lepota planine kot take, ki je polna vikendašev in turistov, ampak da se v bistvu ohranja recimo tudi paša pa pridelava mleka, kaj oni za to rabijo, Zdaj sva govorila o parku, pa o hribih, ki so tam nekje, daleč stran, ampak najmanj skupen hrib, ta najbližji bil pa Šumberk. Ja. Mislim, da ga tudi vsi poznamo. Zdaj, kar je tam novega v zadnjem času, je pa pravlični Šumberk. Projekt pravlične poti. Je to zgodba, ki jo je treba pohvaliti, ali je treba tudi jo precej kritično pogledati pa videti, kaj zdaj v bistvu tem otrokom tukaj prodajamo s pravličnim Šumberkom? Jaz sem si verjetno nakopala kar nekaj, ne rečem sovražnikov, ampak neprijateljev, s tem, ko mislim, da ne rabimo pravličnih poti. Nobenih pravličnih poti ne rabimo, pa nobenih pravličnih dežel, zato, ker pač mislim, da je Šumberk pravličen brez vseh tabel, pa brez vse infrastrukture. In da v bistvu je tudi
Zdaj pač ta zgodba, ki se tam gor vzdvija, je dejansko napisana namensko, a ne, za ta projekt. Ampak tudi, če bi recimo izhajali iz nekih ljudskih zgodb, ki so doma v določenih okoljih, a ne. In tudi v Domžalah? Recimo, ja, ampak, ali pa ne vem, na Veliki planini ali pa kjerkoli. Te zgodbe so živele svoje življenje v prostoru toliko in toliko časa, a ne. In v bistvu mislim, da s tem, ko mi pač tam postavimo ene lesene skulpture in povemo otrokom, kako naj vidijo te pravlične junake ali pa mitske junake, jih v bistvu oropamo možnosti, da jih sami si predstavljajo, kot si želijo, ne. In tudi, kako doživijo prostor. In mislim, da v bistvu da je to v bistvu tudi to nasilje avtoritete z vsemi tematskimi potmi. Da v bistvu mi mislimo, da v prostoru vemo nekaj, kar se nam zdi strašno pomembno in to bi radi vsem povedali, a ne. Ampak hkrati imajo pa ljudje pravico, da ta prostor vidijo drugače ali pa da mirno ne vidijo tega, kar se nam zdi nam pomembno, a ne. In da če pa nekdo ima občutek, da mora v nekem prostoru kaj izvedeti, naj se pa za to potrudi. Ni treba, da mu prinesemo vse na pladnjo. Točno to, ne, jaz se tukaj s tamo popolnoma strinjam, ne, in letos poleti sem pač zakril tudi eno od tematskih poti na Veliki planini, ne, in zelo dobro poznaš moje stališče in jaz sem bil absolutno proti temu, da se to naredi, ne. Moja etična dilema je bila pa ta, ne, ali bo pač to prevzel nekdo drug, ki bo to šalabajzersko naredil, ne, ali pa vendarle pač narediti nekaj na način, ki bo vsaj kolikor toliko sprejemljiv za prostor, bi rekel, za ljudi, ki so tam, ne. Ker neverjetno je pa to, da se pa vedno najde denar za to, ne. Ne najde se denarja za to, da bi se vzpodbujalo vodenje, ne. Jaz sem bil v prvi vrsti za to, da naj to počnejo pač pastirji, da naj se njim omogoči dodaten vir zaslužka in dajmo rajši njih usposobiti, pa kolikor že niso, ampak seveda so, ne. Ampak ne, v to smer ni šlo, ne, treba je bilo pač postaviti table, treba je bilo stvari narediti, ampak se pravim, moja ključna dilema pol pri tem je bila, ali to narediti, ali pa to pač pustiti nekomu, ne, in bo. Jaz se upam trditi, da smo pač to stvari naredili res v redu, tudi zdaj so, rekel, odzivi dobri, ampak imam pa še vedno to bolečino v sebi, ne. Sej v resnici vsi zdrsnemo na tem, sve ko prej, a ne. Tudi jaz sem že naprej tek za kakšno tablo. Ampak iz istega razloga, ne. Ampak sem pa pred par leti tudi naredila en projekt in sicer v tistem trenutku prehodila vse tematske poti na Gorenjskem, ko so bili takrat vzpostavljene in teh je bilo, mislim, 32, danes jih je mnogo, mnogo več in v bistvu sem se zgrozila nad stanjem v prostoru, ker, kot si rekel, vedno se najde denar za to, da se pot vzpostavi, a ne. Ampak treba je vedeti, da ta infrastruktura zdrži 5 let maksimalno, a ne. Po 5 letih je treba dati isti vložek v te table noter. In če ne daš istega vložka, imaš smetišče, a ne. Če ti financiraš table in tematske poti skozi projekte in ko se projekt izteče, to je glih 5 let, a ne, in občine ne predvidijo v bistvu denarja kot redno vzdrževanje v svojih proračunih, kar ga ne, a ne, in imaš potem v resnici smetišče. In najbolj brutalna v resnici od teh tematskih poti je bila za mene pot ob Kamniški Bistrici, kjer, zdaj ne vem, če je še, ker že nekaj časa nisem bila, ampak tam je bila, ko si se pripeljal čez most, na desno, ker se gre proti izviru, je bila ogromna tabla Vrnimo prostor reki. In ta tabla je bila tako velika, da ko si ti tam stal, reke sploh nisi videl. To je za mene bil prav pojem tega norosti, no. Isto je pri Preskarjevi bajti na Veliki planini, ker stoji pred spredaj tabla in jaz vsakič znova rečem, da gledam, kjer ključ rabim, ne, 13, kaj 12, ne, in mislim, da nikoli ne jemljajo resno, ne, ampak letos pozimi se je podrla, jaz sem bil pol vesel, zadovoljen, upal, da se ne bo več nazaj postavljal, ampak seveda takoj se je najdel denar za to, da se to zrihta in da se to naredi, ne. Tako da 13 ključ bo treba še kar uporabljati za te table, ne, tako da
Ok, ima mogoče zdaj kdo kakšno pregrešno misel še za kakšno tako akcijo v slovenskih ribih? Ne. Prav, pa dajmo vse enkaj v mladinskem odseku reči, ne. To sva hotela na začetku kaj o tem povedati, ampak ta mladinski odsek naj je na nek način združoval. Letos je 70-letnica Planinska društva Domžale, ne. Si rada hodila v hribe? Ti je bila hoja dolgočasna? Pa zakaj ne? Spomnim se svojega prvega, ki je bil tudi tvoj prvi izlet na Dobrčo, ki se mi je zdel grozno. Moj prvi izlet je bil na Pastirce, na Dobrčo, ta drugi. Dolgočasno in se mi je zdel čisto mučenje, ampak ja, očitno je šlo po naprej. Si ta dolgčas uspela prenesti na svojo mularijo? Ja. Tako na valove se nekaterim zdi bolj dolgočasno ali pa manj dolgočasno, ampak v resnici pa kar morajo izraven. Včasih bolj z veseljem, včasih pa manj. Ampak tisto, kar meni tudi zdi zelo dragoceno in zdaj, bi rekel, mladim vodnikom razlagam, ne, je pa to, da imaš takrat pravzaprav možnost rast s tujimi otroki, početi stvari, ne, z njimi, včasih jim zamenja tudi spodne hlače, ne, če bo treba. In se v bistvu takrat naučiš za pol sam rata starš, ne. Tega te nikoli nihče ne nauči, kako biti pravzaprav starš, ne. In tam, ko smo v šotorih 10 dni skupaj živeli, doživljali marsikaj od smeha do solz, ne, to je res taka dragocena izkušnja, bi rekel, tudi kot vodnik, ne. Jaz si sicer večkrat sem vprašala, kako so nam starši otroke zaupali, sploh, ko sem recimo samostojno začela voditi cicibane, pa sem imela po moje 15 let, ampak so nam jih kar pustili, tako da, ampak drugače pa ja, no, jaz mislim, da tako dragocena izkušnja je tudi to, da dejansko imaš možnost ene, v bistvu, to, da ti nekdo, recimo, zaupa otroke, in da je to, in to čutiš kot eno pomembno stvar, in da skozi v bistvu eno delo na mladinskem odseku se ti tudi dajejo naloge, ki si jim pač tisti trenutek kos, ampak te naloge pol nekako čedalje težje rasteš z njimi, in to se mi pravzaprav zdi kar pomembna stvar, no. Mi smo pravzaprav tudi, kljub vsemu čudovito izkušnjo, da smo imeli tudi mi dobre vodnike, ne. Ja. Da, ne vem, tudi tle sta Milan pa Lili, pa še kdo verjetno, ne. Kako se ti spomniš teh naših vodnikov, pa vodnic predvsem, Nives, Nadja, Nada, Jasna? Jaz sem imela zelo rada svoje vodnike. V resnici so bile res moje prve vodnice, Jasna pa Nada, ki ste imele planinski krožek, takrat sem se vključila v prvem razredu osnovne šole. Tudi v bistvu je moja mama v to potisnjena, ker je bila mama od Jasne, njena kolegica v šoli. In se je moji mami zdelo, da je treba, da moram jaz biti bolj samostojna in zato sem jo vpisala v planinski krožek. Ampak, ne vem, te vodnice so imele res tak nek zelo dober občutek za nas majhne otroke, no. Medtem ko se vodnikov nekaterih spomnim tudi spomnim s takim strahospoštovanjem. Pač Janko je bil vedno avtoriteta, medtem ko Jure je bil pa tudi najboljši vodnik za pravljice pripovedovati. Ampak ja, starši so nam zaupali, ne, ampak v resnici tudi te njihovega zaupanja nikoli nismo pravzaprav zlorabili, ne, ampak smo se tudi sami precej odgovorno obnašali. O tem smo bili pravzaprav tudi znani v slovenskem prostoru, mi smo zelo hitro, tako kot za vso mularijo, zrihtali čelade, samoralne komplete, plezalne pasove. Na Taboru na Jezerskem, recimo, ko smo šli prečati iz Češke koče na ledine, ne, se mi zdi, da smo takrat prvič pravzaprav tudi uporabili to opremo, ne. Ja, odsek je bil v tem smislu tudi zelo razpoznaven, ne. Imeli smo, bi rekel, res odgovoren odnos, nismo se pa zmeraj strinjali, ne. No, ampak to se meni kakšne stvari so ti šle na živce kdaj? Ja, ampak meni se recimo to zdi danes tudi ena zelo dobra taka življenjska izkušnja, ne.
da je to v bistvu ena skupina ljudi, ki si jih ne bi sam zbral, na nek način, pa da se pa trudiš, da vsak najde neko nišo, v kateri je dober, tisto nišo, to se mu nekako omogoči, da počne tisto, v čemer je dober, in da, čeprav si tako zelo različen, lahko delaš stvari skupaj. Vse se pač tudi skregaš včasih, ampak načeloma imaš pa skupen cilj. In to se mi zdi, da v nekih drugih okoljih, kjer si ravno tako soočen z ljudmi, ki so različni, ne rata zmeri to uspešno. Ja, na mrtve se nismo nikoli skregali. Ja. To je bilo res tako dragoceno pravzaprav, ne. Da smo res leta in leta vztrajali in pri taborih, in pri izletih, in gorniških športnih dnevih za domžalske osnovne šole, ne. Ja, to imam tudi eno tako, en zelo lep spomin, ker se mi ni dal več voditi tehle, na gorniškem športnem dnevu imaš ti celo generacijo in seveda je gorniški športni dan nekaj strašno dolgočasnega. In potem sem enkrat predlagala v osnovni šoli Vencla Perka, tako smo se razdelili na skupine, ampak da bi najboljša skupina imela pa res dober izlet, in so zbrali tiste, ki so bili kar najboljši, in smo šli od kanonirja zadnji po zadnji strani na Baševski vrh. Bilo je samo enih 10 mulcev, jaz pa učitelj telovadbe. In je bilo tako, kot na naših planinskih izletih, res smo se imeli ful dobro, zato ker ni bilo treba nobenega čakati, zato ker so otroci tako bili sposobni to hoditi, na vrhu smo uživali, in pol so rekli, da je bil ful dober športni dan. In potem smo prišli dol do koče na Kališču, kjer z druge strani pridejo vse druge skupine otrok, ki je bilo zelo grozen, da bi prideti. Mi smo na tem že malce pojedali in so rekli, da otroci, kaj pa če bi mi zdaj kar šli? Da ne bi čakali, pa zato v bistvu celo hordo hodili dol, ker mi smo hitrejši, mi zdaj lahko dol laufamo. In smo šli potem zelo hitro dol in potem še eno uro ležali dol pri jezeru, da so vsi ti lepo počasi prišli. Si kdaj svojim mulcem povedala tudi, da smo kdaj tudi kakšne neumnosti počeli v hribih, kako smo iz čist nedolžnega izleta med zimskimi počitnicami, ko naj bi šli v eni sicer zelo suhi zimi, iz Kamniške Bistrice v Repov kot, pa smo šli pa kar proti vrhu in kar naenkrat smo bili na Srebrnem sedlu, tam je bilo že veliko snega, ledeno, bili smo brez deres, brez cepina, brez vsega in pa smo šli dol. Takrat sem se sploh odločil, da gremo sem pač po zelo zahtevni planinski poti, da najdemo ta priključek. Se spomniš tam, ko smo okrog enega gamsa hodili? 3. 3 gamsa? Ja. Zdaj se zelo dobro spomnim, ker sem bil čist bliz. Ja, meni se mogoče to takrat ni zdel tako grozen kakor tebi, oziroma dejansko je ta nekako razumevanje prišlo šele malo kasneje. Lahko bi se končalo zelo drugačno, ampak se mi zdi, da smo si dobro odnesli tudi to izkušnjo v tem smislu, da smo pol tudi na vodniškem tečaju in preko mogoče na stvari začeli gledati tudi drugačne. Vsak od nas rab tako izkušnjo. Fukar nam rata. Ok, evo, zdaj imate pa čisto zadnjo priliko, da še kdo kaj vpraša. Saša je res odlična sogovornica, kakor ste ugotovili. Mislim, da bi se dal še marsikaj tudi debatirati, nič nisva rekla o teh tvojih knjigah o Domžalah, pa mogoče vse velik za konc. Še kaj takega vidiš, kar bi se dalo v Domžalah dobrega narediti? Zdaj praviš, da tale knjiga o Bohinjskih planinah, da imaš kle prste vmes. Tukaj se mi zdi tako, takrat ta skupina, ki smo delali, predvsem delovna skupina, ki smo pripravljali Slamnikarski muzej, da se je ena zgodba povedala na glas, ki je bila prej mogoče sam na polna glas povedana. Moja ljuba niša znotraj tega slamnikarstva so pa v bistvu ženske. Ženske, ki so delale v tovarnah po Evropi in Ameriki in pač mislim, da to je nekaj, kar bi bilo treba raziskati tudi še na teh terenih.
ampak nažalost to ni moj službeni delokrog. In ni tako lahko v bistvu neke take raziskave pelati, koliko se do ostalega dela. Menila si ženske, ne? V bistvu tudi je malo zaznamoval tudi tvoj rojstni dan, ne? V tem pogledu. Pišeš ali pa imaš kaj tazga, kar bo pa čist tvojega? Ali pa si želiš, pa malo potiskaš v ozadje, ker je pač toliko drugih stvari, ampak... Ta trenutek si želim, da izide ta Ankina knjiga, ker pa mislim, da se mi bo ena skala odvalila in bo mogoče lahko razmišljala tudi v kakšnem drugem projektu. Ja. Super. Evo, prišli smo do kraja, tako da res hvala, da si prišla in da sva uresničila tale najin skupen projekt. Tako da vam res iskrena hvala, da ste prišli in seveda povabljeni na zadnji gorniški večer v tem letošnjem letu in sicer bo gost Uroš Macerl, aktivist iz Ekokroga, sicer tudi kmet in tema bo pa aktivizem, ne? Kako pravzaprav nas vse skupaj zbuditi pa premakniti, da bomo tudi, ne nazadnje tudi še hodili v hribe. Še enkrat hvala. Hvala za povabilo.